Papež Frančišek se je v Ugandi srečal s približno 150 tisoč mladimi, ki so ga več ur čakali pod vročim soncem in ga pozdravili s tradicionalnimi plesi in petjem. Prisluhnil je dvema pričevanjama, 24-letne Vinije, ki se je rodila in živi z virusom HIV, ter je ostala sirota pri 7 letih, ter Emanuela, ki ga je leta 2003 ugrabila ugandska gverila, ga mučila, a mu je nekega dne uspelo pobegniti. Papeža so se pričevanja globoko dotaknila, znova je odložil vnaprej pripravljen nagovor in spregovoril spontano. Mlade je spodbudil, naj negativne izkušnje vedno spreminjajo v pozitivne. Če negativno obrnemo v pozitivno, sem zmagovalec, a to lahko naredim samo z milostjo Jezusa, je dejal papež. Nato je zastavil vrsto vprašanj. Ste pripravljeni vse negativne stvari v življenju spremeniti v pozitivne? Ste pripravljeni spremeniti sovraštvo v ljubezen? Ste pripravljeni spremeniti vojno v mir? Opogumil jih je, naj se zavedajo, da so narod mučencev, po njihovih žilah teče kri ugandskih mučencev, zato je njihova vera tako trdna in zato tudi lahko spremenijo sovraštvo v ljubezen, vojno v mir. Ta vera in to življenje sta biser Afrike. Včasih ne delujemo dobro in takrat se moramo obrniti k Jezusu. Jezus namreč lahko spremeni življenje in podre vse zidove, ki so pred nami. Naše življenje lahko spremeni v služenje drugim, je dejal papež. Ugandsko mladino je ob tem posebej spodbudil k molitvi. Molitev je najmočnejše orožje mladega človeka. Jezus ljubi prav vsakega in vsakemu želi pomagati. Papež je mladim še dejal, naj mu odprejo vrata in mu pustijo vstopiti v svoja življenja.